Pogled v znanost. Profesor dr. Franci Gabrovšek, lep pozdrav. Dober dan, dobro jutro. V prostorih Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, delu Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, se bova pogovarjala o letošnji 33. mednarodni krasoslovni šoli na klasičnem krasu, ki zbere ponavadi, vsaj tako pravite, vi krasoslovci, na enem mestu največ krasoslovcev skupaj. Ne? No in letošnja 33. krasoslovna šola, ki se začenja prav danes, 15. junija, trajala bo pa do konca tedna, je v znamenju za ene zelo zanimive teme. Torej, ponor ogljika v krasu. Tukaj je približno malo več kot 120, okoli 120 gostov in gosti iz vsega sveta, bi lahko rekli, ne? In kako ste si zamislili letos to šolo, ki je v bistvu simpozij, ne? 3 dni so predavanja, debate, izmenjava, plakati, potem pa zadnje 2 dneva, četrtek in petek, imate pa terensko delo, o katerem bova malo kasneje. Ja, drži. Torej, letošnja šola bo že 33. po vrsti. Na vsaki šoli izberemo neko temo, ki je nekako osrednja. Ne. Imeli smo jame, polja in različne procese. Tokratna šola bo posvečena, naslov je Poti ogljika v krasu. Skratka, kaj se dogaja z ogljikom v različnih oblikah na poti skozi kras. Seveda neka stranska tema, pa zelo pomembna hkrati, je tudi to, ali kras pravzaprav pomeni ponor ogljika, kopenski ali ne, oziroma kolikšen je ta ponor. Povejmo še to, ne, torej za tiste, ki nemara niso še vedeli, ogljikov dioksid raztaplja seveda ta osnovno kamnino, ne, apničasto. Kras je res prepleten z to potjo ogljika. Še iz osnovne šole se spomnimo, ne, ogljikov dioksid, voda pa kalcijev karbonat, da vse to pač tvori raztopino, ne. Se pravi, ogljikov dioksid je velja za tisti glavni faktor, ki vodi dviga topnost apnenca v vodi. In je zato seveda izjemno bistveno. Kraško podzemlje obstaja zaradi tega, ne? Drži. Kraško podzemlje in praktično vsi pojavi tudi na površju, ki jih opazimo, so posledice raztapljanja, ne? In ogljikov dioksid ima to izjemno pomembno vlogo. Seveda je zdaj ta vprašanje, namreč za vsako raztopljeno molekulo kalcita, na primer, potrebujemo eno molekulo ogljikovega dioksida. Kar pomeni, ne, da raztapljanje pomeni nek velik ponor ogljikovega dioksida. Po drugi strani, seveda, ta ogljikov dioksid, ko pride na kraške vode spet nazaj na površje, lahko pride nazaj v atmosfero, delno preide že prej nazaj v atmosfero, namreč izločanje kalcita v jamah, po jamah vemo, da imamo ogromno sige. Skratka, ravno tako za vsak izločeni kalcit se v zrak sprosti ena molekula ogljikovega dioksida. Skratka, proces je do ene mere reverzibilen. Kako reverzibilen je po tem trenutku še ne vemo, ker vode, ki pridejo na krasu, na izvirih, vemo, da pač na krasu so zelo močni izviri, tam pridejo ven zelo veliko vode, zelo veliko ogljika je v tej vodi v različnih oblikah, tudi neposredno v raztopljenem ogljikovem dioksidu. In ta ogljik lahko seveda z razplinjenjem lahko pride nazaj v atmosfero. Lahko pa ta ogljik prevzamejo vodne rastline, ki so v kraških vodostokih zelo bujne, če tako rečemo, in kolikšen je pravzaprav nek masni odvzem v tej obliki, zaenkrat še ne vemo, oziroma vemo slabo.
No, v ekspoziciji nekje osnovnega interesa tega simpozija, pravzaprav šole, ne, je bilo rečeno, oziroma imate zapisano, da se je doslej nekako precenjevalo vpliv ponora ogljika v kraškem podzemlju. Ne. In izkaže se, da se tako je pač raziskovalna evidenca pokazala, ne, da naj bi v morjih več tega ogljikovega dioksida poniknilo. Ne. Zato pa spet svoj tok okrog fizikalno-kemijski zahteva. Ne. In vi na tem srečanju poskušate, torej ste zbrali ljudi, ki so se s tem ukvarjali, ne. Torej, da bi nova spoznanja. Ne. Kdaj se je pravzaprav začelo raziskovati ponor ogljikovega dioksida, ki v bistvu govoriva o ogljikovem dioksidu, ne, v kraškem podzemlju? Kaj je botrovalo temu raziskovalnemu izzivu? Ja, to, da je pač ogljikov dioksid izjemno pomemben, sploh za zakrasevanje in za vse procese zakrasevanja, pač to vemo že več kot stoletje, 150 let. Da se je pa razmišljalo o tem, kaj kras pomeni v nekem globalni bilanci ogljika, v tem smo pravzaprav začeli razmišljati takrat, ko je zgodba, ne, o klimatskih spremembah in zgodba o ponorih in virih ogljika postala zelo pereča in aktualna. Ne? In o vlogi ogljikovega dioksida kot enega osrednjih, če ne osrednjega krivca v narekovajih za to toplo gredo. Za spremembe, ki jih opažamo. Ja. Zdaj, seveda, najprej je bilo, kar sem že prej omenil, enostavno so rekli, tokle ogljikovega dioksida gre za raztapljanje. Potem se pa seveda pojavlja vprašanje, kaj se pa potem zgodi z njim. Ne? Se pravi, pride nazaj recimo v zračje preko izločanja sige ali neposredno na izvirih oziroma po izvirih, ko kraški vodotoki so v stiku z zunanjo atmosfero. Ne? In mogoče zelo pomembno skladišče ogljikovega dioksida so pravzaprav celi kraški masivi, se pravi veliko ogljikovega dioksida je uskladiščeno v vodi, tudi v tem nismo še dokončne besede ali pa sodbe rekli. Ne? Namreč seveda, zdaj, če si predstavljate, da ena voda raztaplja, gre na izvir in vrne ogljikov dioksid, je to zelo kratek cikel. Vemo pa, da imamo v krasu tudi vode, ki so v vodonosnikih več let, več desetletij, več sto let, celo več tisočletij. Skratka, te vode pa lahko precej dolgo hranijo, ne, ta ogljikov dioksid. Potem vemo tudi, da je tako imenovana vodozna cona, to je območje krasa, kjer lahko gremo na primer jamari noter, med površjem pa med stalno zalitimi rovi. Ne. Ta cona je precej bogata z ogljikovim dioksidom. Kako pogosto, kako hitro, kakšen je zadrževalni čas tega ogljikovega dioksida v tej coni precej slabo poznamo. Ne. Mi smo ravno kar končujemo en 3-letni projekt, ki ga je financirala naša agencija za raziskovanje, torej ARIS, kjer se pravzaprav ukvarjamo s tem, skratka, kakšna je dinamika ogljikovega dioksida v tej prezračeni coni, kako se ogljikov dioksid oziroma raztaplja v vodi, koliko iz te jamskih atmosfere, če hočete tako, preide v vodo in iz vode nazaj v zrak in tako naprej. Skratka, že te masne bilance, čisto osnovne, so nam do neke mere slabo poznane. Tudi mehanizmi, ki nekako pogojujejo to masno bilanco, so nam precej slabo poznani. Morate vedeti, da v bistvu to, kar se dogaja v coni nad nivojem podzemne vode, v tej tako imenovani vodozni coni, kjer hodimo naprimer v jame, ne, da tam skozi se dogajajo, tam moramo dobro poznati potem mikroklimo in meteorološke razmere, če hočemo razumeti tudi, kaj se s plinom dogaja. Ne. Ali ni to tudi tema vašega enega prispevka ali plakata? Torej, namreč pred leti ste izvrtali
globoko luknjo z nekim vrtalnikom, ne, v jamskem sistemu med Postojno in Postojnsko in Planinsko jamo, ne, in tam tudi merite. Ne, Ja, drži. Ja, torej v koncu 80-ih let je bila zelo aktualna ideja, da bi pač vodo za Postojno in Pivko neposredno črpali mogoče iz rova, v katerega domnevno priteka voda, ki prej ni tekla skozi kraška polja, ampak neposredno iz masiva v Javorniku, ne, se pravi relativno čista voda. In od takrat nam je ostala 200-metrska vrtina med površjem nad Planinsko jamo in končnim delom Planinske jame. In ustje te vrtine je vsaj en kratek del leta odprto, ni zalito. Ne? Se pravi, da imamo na vrh dostop in od spodaj dostop. In to je vadozno okolje. Tako, to je vadozno okolje. In ta vrtina gre, se pravi, od površja do kakšnega metra na tem jezerom, ki ga včasih sicer poplav, en del leta je pa tudi suho. Ne? In na ustju, na spodnjem ustju te vrtine smo merili, kakšen je CO2, kakšna je količina zraka, ki prihaja, se pravi hitrost zraka in tako naprej. In smo prišli do enih zelo zanimivih ugotovitev, zelo zanimivih rezultatov, do ugotovitev pa še niti nismo do konca, zato ker moramo pač primernemu analizirali smo delno že, ampak ideja je na koncu končala z nekim modelom, ki pojasne te stvari. A so te lastnosti mogoče odvisne tudi od tipa jamskega sistema? Namreč na Kitajskem v provinciji Yunnan recimo so tiste jame, ker je to pač drugo klimatsko območje, ne, kjer je temperatura tam okrog 20 stopinj, ne, ali pa še celo malo več, ne, in seveda, če je višja temperatura, bolj izhlapeva, ne. Zelo v tropskem krasu je količina CO2 v jamah oziroma te vadozne coni krasa precej višja, že zato, ker je pri višji temperaturi imamo bolj močnejše, če hoče reči, procese, močnejše biološke aktivnosti na površju. Ne? In pravzaprav ta naš površinski sloj vegetacije in vse, kar se pod njo dogaja, če hočete mikorizmi sistemi, te so vir CO2, ki potem ponira pa kras. En del tega CO2 seveda gre neposredno v atmosfero, en del CO2 gre pa v kras. Zdaj, Franci Gabrovšek, omenjali ste zanimive rezultate, ne, teh meritev. Ne. Ponavadi je pri raziskovalcih tako, ne, da si postavijo kakšno hipotezo na podlagi znanih podatkov in potem poskušajo analizirati, ne, raziskovati, da bi potrdili ali pa ovrgli to hipotezo. A imate vi ob tem kakšno hipotezo? Ja, jaz imam hipotezo. Ne? Trenutno imam celo numerični model, ki se mi dosti dobro sklada s tem, kar sem meril. Ne? Je pa res, da te meritve, o katerih sem govoril, ne, so bile izvajane v obdobju 2 tednov, leta 2024, leta 2025 ustje vrtine tako rekoč ni bilo dostopno, ker je bila ves čas voda malo previsoka. Računam, da bom letos tam nekje v septembru s temi meritvami nadaljeval. No, če ne bo preveč mokro poletje. Ne? Ja, čeprav mislim, da kar se suše tiče, upamo, da bo kljub vsemu tudi nekaj vode še prišlo. Ampak ta koncentracija je neposredno odvisna od tega, skozi kakšne kanale oziroma razpoke vam zrak prinaša CO2 na neko točko. Ne. Če prihaja skozi zelo tanke, ozke razpoke in tako naprej, skozi razpoklinski sistem, se ta zrak močno obogati s CO2 in prinaša visoko koncentracijo. Če vam prihaja skozi velik kanal, ne, si lahko predstavljate, da površinski zrak, ki prihaja skozi velik kanal do neke točke v jami, se ne bo prav obogatil s CO2 in vam prinese relativno nižjo koncentracijo. Na neki točki, kjer merite, imate pa mešanico vsega tega. To smo recimo tudi v Postojnski jami opazili v enih rovih. Ali so med gosti letošnjega simpozija na to temo, to se pravi meritev CO2 v tem
vedoznem sistemu, ne, podzemnem, kakšni reprezentativni predstavniki, naprimer prej sem omenil Yunnan, torej z Kitajske, vi veliko sodelujete z njimi, a ne, da bi to nekako potem primerjali tako konstruktivno. Ja, imamo prispevke, kjer bodo predstavili meritve v kitajskih jamskih sistemih. Posebej sem vesel, ker bomo imeli goste z Kitajske, ki so pravzaprav nekako globalno vodijo te raziskave Krasa kot ponora, oziroma tega črpanja, recimo CO2, ki ga povzročajo potem rastline v površinskih vodotokih. In oni bodo pač to obširno predstavili in postavili Kras tudi nekako kontekst kopenskega ponora ogljika. Še to bi povedal, no, mogoče je ravno zanimivo, ne, ker ste imeli iztočnico. Namreč ocena, kakšen ponor globalno kraški sistemi predstavljajo, kakšen ponor ogljika predstavljajo, se zelo razlikujejo. Se pravi, ocenjuje se tam nekje od 0,2 do mogoče 0,5 ali pa 0,7 tega petagrama ogljika na leto. Petagram je milijarda ton. Pri čemer je ravno, mislim, da prejšnji teden šel v eni od revij Nature založbe članek, ki nekako revidira oceno kopenskega ponora ogljika in ocenjuje, da so bile te ocene do zdaj približno 20% previsoke, ker se enostavno v teh modelih je bila raba tal oziroma vegetacijski pokrov se je uporabljal ta še praktično izpred industrijske dobe. In zdaj seveda človek je veliko spremenil, tam, kjer ni več gozdov, drugo raste, ampak to, kar zdaj drugo raste, predstavlja manjši ponor ogljika kot gozdovi. Zdaj, vaše delo, vas krasoslovcev, ki se zbirate tu v Postojni ves teden, je, da poskušate razumeti, kaj se dogaja s ponorom ogljika v jamskih sistemih, ne? Zdaj, omenili ste, da ta članek nakazal na precenjenost za približno 20%. Ne? Zdaj, če ekstrapoliramo, pa na planetaren sistem, ne? Rekli smo, da večina ponora ogljika je v oceanih, ne? Ampak to pomeni, da se segrevajo, ne? Če je več ogljikovega dioksida. Oziroma zakisujejo. To pa, ja. To zakisujejo, ne? In to pa pomeni tudi težavo, ne? Tu je primerjava med vlogo težav je, se pravi, ponora v podzemlju oziroma tudi ponor v oceanih, je kolikor poznam, pa seveda nisem specialist na tem področju, ne mi tisti, ki so prostijo, ampak kolikor poznam, je tukaj kar precejšnja težava z modeliranjem ponorov v oceanih, zaradi tega, ker je mogoče v tem trenutku prostorska ločljivost teh modelov še premajhna, da bi zajeli vse, kar bi bilo potrebno zajeti. Modeli v precejšnji meri že uspejo razložiti to povečanje CO2 v atmosferi in posledično toplogredni efekt, in v katerem obstaja seveda znanstveni konsens, in naš kozarček pri tem, kozarček krasoslovcev ni posebej velik, ni pa nepomemben. In nedavno sem govoril z enim od vodilnih raziskovalcev ponora CO2, predvsem v oceanih, in je nekako potrdil, da bi bilo fino, če bi imeli to malo bolj omejeno. Upam, da nam bo ta šola dala neke odgovore, seveda te odgovori ne bodo končni.
bodo pa mogoče, jaz vedno bolj kot odgovore iščem vprašanja. Da boste bolje precizirali prava vprašanja. Ne? Pa še to bi povedal od šole, ne? Namreč res se imenuje šola, ne? Res je neke vrste simpozij. Zdaj, simpozij je predvsem na račun te teme, ki je osrednja, v katerem pač vodilni raziskovalci, tudi ostali, tudi študenti lahko predstavijo svoje delo, ne samo v obliki plakatov, ampak tudi v obliki predavanj, in se mi zdi, da to je najbolj pomemben ta misija naše šole, da res združimo vse generacije raziskovalcev krasa in da en študent nima uveljavljenega profesorja, svetovnega slovesa, težav pocukati za rokav, pa ga vprašati mogoče neumnost. Ker takrat, ko kažemo svoje neznanje, takrat se največ naučimo. Tako, ne. Je pa še tu eno, imamo 2 celodnevni ekskurziji, pa 2 popoldanski ekskurziji. In tam je pa neka oblika šole. Na ekskurzijah se seznanijo vsi z tem našim dinarskim krasom in s raziskavami, ki jih mi delamo noter. Tisti je pa mogoče bolj tako, kot bi rekel, workshop, ne, ali summer school. Sej obiskali, torej tokrat boste kolegice in kolege peljali v jamski sistem med Postojno in Planino. Ne? To bo celodnevna, Celodnevna. Že v torek gremo v Škocjanske jame, v sredo v Križno jamo. Aha. Tam bo nek neka specifična poanta, ne? Ja. Namreč kolega Mitja Prelovšek je v Križni jami dolgoletne raziskave upravljal, predvsem nekako v kontekstu, kako hitro raztapljanje poteka zdaj. Mislim, jame seveda so predvsem ostank nekega raztapljanja v preteklosti, ampak seveda zdaj logično je vprašanje, kaj se pa zdaj dogaja, ne? In on je tam prišel kar do zanimivih ugotovitev, ne? In seveda to raztapljanje zelo dobro povezal tudi s koncentracijami CO2 v jamski atmosferi. Ponavadi ste na tej šoli tudi izpostavili oziroma naredili neko presenečenje, torej neko predavanje ali nekega gosta. Kako je bilo? Tako je bilo. Imeli smo, ker je bilo dosti zanimiv dogodek, en večer smo organizirali, mislim, da se najprej imenoval Karl's Mysteries oziroma Skrivnosti krasa, kjer se ljudje že prej dali nam, nekako smo zbrali zalogo vprašanj, kjer so lahko vsi udeleženci nekako odkrito priznali, če se ne razumejo, pa kar se jim zdi mogoče, da bi bilo fino, da ni dobro v literaturi pojasnen, pa imaš tukaj audienco, imaš tukaj 50-100 ljudi, ki dobro pozna kras, pa mi pomagajte tole razrešiti. To je bila taka debata, ne? In potem smo temu rekli kraške debatke. Letos tega ne bomo imeli, bomo pa imeli to nekako zaključno debato, kjer se bomo ravno v tem izhodiščni tezi, kakšen ponor ogljika. Vloga krasa v ponoru ogljika, ogljikovega dioksida. Ne? Dobro, profesor dr. Franci Gabrovšek, hvala za ta pojasnila in uspešno izpeljavo letošnje že 33. mednarodne krasoslovne šole na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni. Ja, jaz se vam ravno tako zahvaljujem za možnost, da to lahko tudi nekaj o tem povemo tudi širši javnosti. Tako da upam, šola bo pa, mislim, da bo uspešna. Da bo uspela, ne. Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost.